Delovanje javnega podjetja bi lahko razdelili v 7 delovnih enot, se pravi delovna enota uprava, to je finančno-računovodska služba, pravno-kadrovska in seveda administrativna funkcija, ki opravlja določene naloge tudi za druga javna podjetja. Se pravi, opravljamo en del finančne in pravno-kadrovske službe za Saubermacher komunalo, enako za vodovod sistema B in en del finančne službe tudi za CEROP. Nažal smo mi tisti, katerih logotip je na položnici, ki je precej dolga, ampak to je samo zaradi tega, ker dejansko zaračunavamo te komunalne storitve za vsa druga javna podjetja in s tem dejansko omogočamo tudi uporabnikom, da plačajo eno položnico, v nasprotnem primeru bi plačali 4 ali 5 položnic in vemo, da vsaka položnica stane zdaj odvisno, kakšen paket ima kateri uporabnik na banki, med 50 centov pa lahko tudi do 2 evrov. Potem drugo področje je enota vodovod. Najprej je bilo podjetje Vodovod Murska Sobota, katerega je v lanskem letu prevzelo vodovodno podjetje Vodovod sistema B, katero je tudi upravljalec vodovodnega omrežja na velikem področju Pomurja. Komunala je pa njihov pogodbeni partner za izvajanje del na terenu. Mi delamo predvsem na 2 področjih. Eno področje je sodela na javnem vodovodnem omrežju, to delamo pogodbeno za vodovod sistema B. Drugi del je pa tako za stranke, nudimo storitve obnove kopalnic, odmašitve in tako naprej. Na vodovodu sistema B nimajo kapacitet za izvajanje del na terenu, zato to komunala izvaja za njih na terenu. Izvajamo vzdrževanje na vodovodnem omrežju, na objektih, imamo 3 vodne vire, ogromno je tudi prečrpališč in pa vodohranov. Prav tako na javnem delu omrežja za stranke vzdržujemo vodovodne priključke, menjavamo vodomere, popisujemo vodomere. Ko pride do defekta na omrežju, naše podjetje celotno zadevo sanira. Tukaj zadaj vidimo, da za mestno občino Murska Sobota izvajamo menjavo dotrajanih zasunov, ki so na omrežju. Zasuni so stari vsaj 30 let in jih je potrebno investicijsko zamenjati. To prav tako izvaja naše podjetje pogodbeno za občino Murska Sobota. Potem je pomembna enota kanalizacija. Tukaj gre za delno izvajanje javne gospodarske službe, odvajanja komunalne in padavinsko odpadne vode v mestni občini Murska Sobota. Opravljamo pa to storitev tudi v drugih občinah kot tržno dejavnost, se pravi, bodisi gre za vzdrževanje, čiščenje kanalizacijskih cevi, seveda v okviru tega, koliko nam pač naše kadrovske in strojne kapacitete to dopuščajo. To je kanalizacijski vodi v dolžini cirka 147 km z 20 objekti, tudi čistilno napravo. Trenutno je čistilna naprava sicer v upravljanju po koncesijski pogodbi Petrola, ampak vse naše vode, ki jih pobiramo iz mesta in primestnih naselij, se stekajo na centralno čistilno napravo, kjer se čistijo in prečiščene odvajajo v reko Ledovo. To je naše osnovno čistilno sredstvo. Z tem avtomobilom čistimo soboško kanalizacijo. Vso umazanijo, ki jo načrpamo, pripeljemo na zbirni jašek pri čistilni napravi in jo potem predamo v nadaljnjo predelavo. Omenil bi, da nam k sreči vozilo služi dobro. Kot lahko iz njega razberete, je nabavljeno in kupljeno bilo leta 1999. Kot tako je že tehnološko zastarelo in tudi tehnične karakteristike so, bom rekel, za preseke, ki jih čistimo,
poddimenzionirane, tako da bi razmišljamo nujno o nabavi tudi novega vozila z večjo kapaciteto ter z boljšimi karakteristikami. V ozadju vidite čistilno napravo, ki jo trenutno upravlja Petrol. Na njo se steka letno 3 milijone kubikov odpadne vode. Za ilustracijo, da si lažje predstavljate, to nekje dnevno okrog 5 olimpijskih bazenov vode, ki jo očistimo. Očiščena odpadna voda se pa potem izliva v reko Ledavo. In po podatkih oziroma po meritvah, ki jih izvajamo na čistilni napravi, dosegamo vrednost čiščenja okrog 96 do 98%. To so zelo dobri rezultati, glede na primerljive občine v državi. Povedal bi tudi to, da je priključenost na kanalizacijski sistem v mestni občini čez 95%, kar pomeni, da zagotavljamo tudi zahteve Evropske unije po pokritosti z kanalizacijskim sistemom. V letošnjem letu je bila zgrajena zadnja faza kanalizacije v naselju Pušča, tako da dejansko v naši občini imamo cirka še slabih 300 greznic, vsi ostali uporabniki pa so priklopljeni na javno kanalizacijo. Teh je čez 5000 strank, torej gospodinjstev in podjetij, ki ustvarjajo odpadno, komunalno in industrijsko vodo. V predlanskem letu pa smo začeli zaračunavati tudi odpadno padavinsko vodo s streh, tako da vse vode skupaj na letni ravni naberemo okrog 3,5 milijone kubikov. Tretja pomembna enota je enota energetika in upravljanje objektov, se pravi delno izbirna javna gospodarska služba, oskrba mesta z toploto, upravljanje kotlovnic v večstanovanjskih objektih, upravljanje objektov. Kar se tiče energentov, pa tega so trenutno cene ugodne, so cene toplote, mislim, da so odjemalci zadovoljni, upajmo, da bo tako še naprej. Težave pa seveda vmes kaj nastanejo, normalno, oprema dela in se tudi lahko kaj zgodi, to ne moramo naprej vedeti. Kot upravljalec stavb skrbimo za 2350 stanovanj, 370 poslovnih prostorov, to je okrog 145 stavb vse skupaj. Etažni lastniki odločajo z večino v rednem upravljanju, v bistvu se gre za obratovanje in vzdrževanje, se pravi zagotavljanje bivalnih pogojev stavb. Za izboljšave je potrebno 75% soglasja etažnih lastnikov, za večje zadeve, kjer je potrebno pa gradbeno dovoljenje, tam je pa potrebno 100% soglasje. Tako da v bistvu to so osnove nekje upravljanja stavb. Kar se tiče porabe oziroma plačevanja stroškov po dejanski porabi, se je uredilo v skladu s predpisi, ki pri nas veljajo. Torej vsako stanovanje ima merilo oziroma delilnik, ali so to elektronska merila oziroma števci, toplotne postaje in pa merjenje odjema same stavbe, pa tako v vsakem primeru že urejeno odprej. Bolj je težava pri nas zakonodaja na področju, se pravi, dobave toplote. V tujini je to urejeno, če lokalna skupnost gradi neko omrežje, se potem okolica oziroma na območju, kjer je to določeno, more priklopiti na to zgrajeno omrežje. Pri nas je to vse skupaj bolj tako, da lahko si vsak po svoje izbira, kar se mi ne zdi. To se mi zdi v bistvu največji problem trenutno. Proizvodni vir v toplarni Murska Sobota Sever se proizvajajo z več virov. Eno so samo klasični kotle, drugo je pa soproizvodnja toplote in elektrike. Se pravi, na enem kraju trošimo plin, na drugem kraju pa proizvajamo prek elektrarne elektriko in toploto, ki jo prodamo odjemalcem toplotne energije. Končna cena za odjemalce toplotne energije je sorazmerno nižja, čim več oddamo elektrike v omrežje. Toplota pa potuje po cevovodih
imamo cirka 2 km cevovodov do odjemalcev, to so stanovanjski bloki, kjer je postaja toplotna in prek toplotne postaje odjemalci odjemajo toploto iz distribucijskega omrežja daljinskega ogrevanja. Ogrevamo z naslova daljinskega ogrevanja Murska Sobota približno 50 000 kvadratnih metrov stanovanj in poslovnih prostorov, to je približno 1000 stanovanj in nekaj poslovnih prostorov. Delujemo v zimi in poleti. Poleti oskrbujemo odjemalce samo z sanitarno toplo vodo, po zimi pa oboje, se pravi sanitarna voda plus ogrevanje prostorov. Pokrivamo komplet konice in pas moči potrebne za ogrevanje, tako da zaenkrat nimamo nekih specifičnih težav pri proizvodnji konične moči. Zaenkrat sistem deluje brez težav tudi ob največji potrebi moči, se pravi pri najnižjih zunanjih temperaturah. Do sedaj smo imeli najnižjo izmerjeno temperaturo 27 minusa, kjer smo zagotavljali brez problema konično moč in pas. Povprečna poraba plina z naslova toplarne Lendavska je nekje cirka 8000 kubičnih metrov na dan, primerjava približno to je približno 8000 litrov kurilnega olja na dan. Tehnični del nadzora se vrši prek centralnega nadzornega sistema, kjer imamo dejansko vse parametre, ki so na proizvodni strani in na potrošniki. Prek centralnega nadzornega sistema tudi podatke arhiviramo in nadzorujemo tudi z doma ali pa z katerega drugega dostopnega mesta, kjer je možen internet. Na osnovni sliki na proizvodni strani vidimo obratovanje motorja, njegove parametre in tudi ob prisotnosti napak nam javi vrsto napake in časovni podpis napake.